Pozdravljeni. Če se odzivate na vabilo k tem predavanju, obstaja velika verjetnost, da že dolgo čutite nekaj globoko v sebi, kar vas v odnosih obremenjuje. Morda imate občutek, da nenehno prevzemate odgovornost za druge, da se težko sprostite v bližini ljudi, da je občutek krivde vaš stalni spremljevalec, kadar pomislite nase. Morda znova in znova čutite, da morate biti v redu, razumevajoči, odgovorni. Tudi kadar vam to škoduje. Ne veste pa točno zakaj. Pogosto razlog za to tiči v procesu, ki ga vajek od 2.0 imenujemo čustveni incest. Ne gre za izraz, ki bi ga pogosto slišali, zato pa je pomembno, da jasno povem, kaj v resnici čustveni incest je. Čustveni incest se zgodi, ko starš v odnosu do otroka ne prevzame vloge skrbnika, ampak od otroka čustveno nekaj vzame. Lahko gre za podporo, za bližino, za zavežništvo, za tolažbo, včasih celo za partnerstvo. Otrok postane tisti, ki je tam za starša, namesto da bi bilo obratno. Gre za dinamiko, ki navzven lahko izgleda kot posebna bližina. Mama reče, da ste njen najboljši prijatelj. Oče vas označi za edinega, ki ga razume. Dali so vam občutek pomembnosti, a v resnici vam niso dali vloge otroka. Dali so vam odgovornost, ki je ne morete prevzeti niti kot če ste bili odrasli, kaj šele otrok. Obstaja pa tudi druga oblika čustvenega incesta, ki je še težje prepoznavna, ker se skriva za žaljivostjo, poniževanjem in navidezno odsotnostjo čustvene bližine. Starš, ki je čustveno okruten, vas lahko uporabi za uravnavanje svojih lastnih čustev tako, da vas zaničuje, provocira ali celo psihično napada z namenom, da od vas dobi čustven odziv, čeprav negativen. V tej dinamiki otrok postane vir čustvene potrditve, ker je eden redkih, ki starša ne more zapustiti, tako kot ga je morda nekoč zapustil njegov partner ali njegov lasten starš v njegovem otroštvu. V takem primeru otrok ni uporabljen za nežnost in zavezništvo, temveč za nadzor, moč in čustveno izpraznitev starša. Tudi to je čustveni incest, enako škodljiv, enako neviden in enako trajen. Čustveni incest ni spolna zloraba, ni fizično nasilje, zato ga je težje prepoznati, a vpliva globoko, trajno in telesno. Otrok, ki je čustveno uporabljen za podporo staršu, se mora odreči delu svoje avtentične narave. Ne more se razviti v skladu s svojimi potrebami, ker mora najprej čutiti potrebe drugega. Nauči se, da je njegova jeza ni varna, da je njegova bolečina nepomembna, da je zanj dobro le to, kar koristi drugemu. Tako otrok že zelo zgodaj razvije občutek, da je vreden takrat, ko pomaga, ko razume, ko je na voljo in ko z njim odraste telo, ki ne zna več ločiti, kje se končajo občutki drugih in kje se začnete vi. To ni samo psihološki problem, to je vzorec, ki je vpisan v mišice, v dihanje, v tonus vašega telesa. In ravno zato je pogled AIQ metode na čustveni incest drugačen. Ni terapevtski, je telesen, je konkreten. Usmerjen v zaznavanje, kako telo nosi to zgodovino, kako kljub letom, ko ne živite več starši, še vedno živite z njihovimi potrebami v sebi. Če danes težko začutite meje, če ne prenesete, da nekdo drug ni zadovoljen, če vas stisne ob občutku, da nekdo misli, da ste sebični, če vas hitro preplavijo občutki krivde, če ne znate počivati, če imate občutek, da nosite več, kot zmorete, potem obstaja velika verjetnost, da čustveni incest še vedno vpliva na vaše življenje. Ne gre za besede in razlage, ki bi vas zdravile, zato to predavanje ni klasično učenje. Gre za poglobljeno razlago čustvenega incesta z vidika telesa, AIQ metode in senzorno-motorične amnezije. Razložil bom, kako telo ščiti tisto, kar razum pogosto ne zazna. Pojasnil bom, zakaj sami pri sebi ne moremo postaviti mejo, čeprav jo poznamo in razumemo. In kako se to prenese tudi na vaše otroke, partnerje, sodelavce. Po razlagi bo sledila 30-minutna AIQ vaja, ki vas bo vodila skozi konkretno telesno izkušnjo. V tej vaji ne boste intenzivno telovadili, temveč boste telesu omogočili, da spregovori, da sprosti nadzor, da se odzove in če mu boste dovolili, ter vas tako postopoma pripelje do občutka, kako se v vas še vedno skriva tisti otrok, ki je moral pozabiti nase, da je lahko ostal z drugimi. Teme, ki jih bom obravnaval na predavanju.
Kaj točno je čustveni incest in zakaj ga večina ljudi ne prepozna? Kakšna je povezava med čustveno zlorabo in telesno napetostjo? Kako razvoj senzorno-motorne amnezije nastane kot posledica dolgotrajne prilagoditve? Zakaj telo ohranja občutek dolžnosti, čeprav mislite, da ste svobodni? Kako AIQ metoda omogoča ločevanje med vašimi in tujimi občutki? Kako fizična meja omogoča čustveno svobodo? In kako lahko dolgoročno z AIQ-jem prekinete prenos čustvenega incesta na vaše otroke in partnerje? Predavanje ni primerno za tiste, ki iščejo potrditve ali hitre rešitve. Primerno pa je za tiste, ki ste pripravljeni začutiti, da je morda čas, da prepoznate, kako globoko v vas je nekaj, kar ne izvira iz vaše odraslosti, ampak iz otroštva, ki vas je oblikovalo. Dogodek poteka preko Zooma. Traja 90 minut v razlagi in 30 minut v vodenju vaje. Povezavo na dogodek prejmete ob prijavi, cene in pogoji dostopa do posnetkov so pa tudi objavljeni na linku v prijavi. To ni vabilo, da se naučite nekaj novega, to je povabilo, da postopoma resnično začutite, kaj vse ste nekoč morali potlačiti ali popačiti, da ste lahko preživeli. In če si dovolite čutiti, boste lahko tudi razumeli, ne samo, kaj je bil čustveni incest, ampak tudi, da ga danes ne potrebujete več. Zdaj ste vi tisti, ki lahko odloča, ki lahko postavi mejo, ki lahko začne živeti v svojem telesu namesto v vlogi, ki so vam jo dodelili drugi. Vabljeni.